ste fizik, raziskovalec na našem največjem in najpomembnejšem znanstveno-raziskovalnem inštitutu, Institutu Jožef Stefan. Ukvarjate pa se z zanimivimi raziskavami, ki jih umeščamo v bazične. Predno nadrobneje spregovoriva o pomenu le-teh, nekoliko več spregovorijo o eni zadnjih vaših pomembnih ugotovitev, kjer ste delali vi kot vodja in pa vaša raziskovalna skupina, namreč o superprevodnosti. Pravite, da velja superprevodnost za najbolj nerešen problem v fiziki. Zakaj? Mogoče ni edini, med tremi, recimo, tako vsaj pravijo drugi, to nisem si jaz mislil. Ponavadi velja, da tisto, kar ne znamo in ne razumemo, pač nas žuli tako dolgo, dokler nekako ne pridemo do rešitve. In vsekakor superprevodnost je en problem, ki je zdaj že sicer več kot 100 let star pojav, ampak superprevodnost pri visoki temperaturi je tista, ki nas zelo žuli. In gre pač za pojav, ki je odkrit 86. leta, ni pa še pojasnjen, predvsem je pa to nenavadno zato, ker se s tem ukvarjajo izjemno veliko število raziskovalcev, število člankov oziroma objav del vsemogočega je ogromno, zelo težko je vse tudi nemogoče niti prebrati. Vsaj 12 Nobelovcev se s tem ukvarjalo ali se ukvarja še vedno, vsaj tako ali drugače s tem problemom, pa še vedno ni nobenega pravega konsenza o tem, kako naj bi to funkcioniralo. To je glavni razlog, zakaj je pač to en velik izziv v fiziki, predvsem v kondenzirani materiji, se pravi v trdnih snovih, materialih. Kakšna ugotovitev ste vi eni vaših zadnjih raziskav naredili ravno okrog te superprevodnosti? Ja, to je bil pač en eksperiment, kjer smo pokazali, da se, ko vzbudimo elektrone z laserjem v superprevodniku, da se potem ti elektroni, preden se tvorijo superprevodno stanje, v teh snoveh lokalizirajo. Zdaj, kaj to pomeni lokalizirajo? Lahko si predstavljate elektrone, ki se gibljajo po kristalu, tako kot se recimo v kovini, ko damo kontakte na kos kovine, pač tok teče in ta tok prenašajo elektroni. Se pravi, elektroni se gibljajo z enega konca na drugi. Te so pa lokalizirani, pa ne. In kar je nenavadno, je pač, da v stanju, ki je prisotno pred prehodom v superprevodno stanje v teh materialih, se kot kaže elektroni ne obnašajo tako kot v normalni kovini, ampak so lokalizirani. Se pravi, so nekje na določenih mestih in se ne gibljajo prosto, kot se mogoče bi v navadni kovini pričakovali. Kdaj pa se je inštitut vključil v te raziskave? To je pa že zelo dolgo. Pravzaprav se je zanimiva zgodba. Leta 1986 je bilo to odkrito, objavljeno septembra. Takoj zatem so kolegi iz Zagreba prišli v Ljubljano z nekimi vzorci, ki so jih sami naredili po tistem receptu, ki je bil objavljen. To pravi, v roku par mesecev zatem, ko so se zanimiva, da so prišli z vzorci, mi smo rekli, da moramo jih takoj pomeriti na svoj način. No, in tiste meritve na 6 niso šle. Potem smo šli pa na pivo tamle po sosedo, pa smo rekli, a ne bi mogoče še enkrat probali. No, in potem smo tisti večer nadaljevali z meritvam in ja, kot po navadi, potem je pa bilo. No, in tisti je bil začetek naših raziskav. No, tisto, kar smo pa nadaljevali, je nastal dokaj odmeven članek, že mislim, da je šel že kmalu naslednje leto in to je bilo potem začetek našega dela na tem področju. No, če je to tako intrigantna tema, se tudi drugi centri ali pa instituti po svetu ukvarjajo s tem. Ja, verjetno je ni univerze, kjer ne bi imel vsaj enega, ki dela ali je delal na tem področju. Se pravi, to je nekako že kot statusni simbol, če nimaš tako. Če ne delaš na tem, potem moraš imeti vsaj neke izkušnje s tem področjem. V bistvu gre za izredno kompliciran problem. In ob tem problemu je bilo razvito cel niz novih eksperimentalnih tehnik, vključno s temi, ki jih mi uporabljamo.
In torej učink, kljub temu, da gre za popolnoma bazične raziskave, nove tehnologije so bile razvite kot posledica tega. Na kateri stopni pa so, recimo, mislim, do katere stopne so pa zdaj recimo te raziskave že prišle? Zanima me tudi glede tega, recimo, kako se utegnejo prihodnje še bolj razvijati tudi zdaj, ko so v CERN-u pognali nov pospeševalnik. Ja. No, pred 14 dnevi je bila konferenca v Ženevi, kjer so na področju superprevodnosti tudi pač taka redna vsake 3 leta je konferenca, kjer se vsi svetovni strokovnjaki na tem področju zberejo. Očitno je bilo, da zadeve, vsaj na tem področju visokotemperaturne superprevodnosti v teh materialih, v kupratih, so nekako, rečemo, že dokaj daleč po fenomenologiji, se pravi nekako pojave, ki se v njih so videni, obstaja neke vrste konsens. In ta konsens je, rečemo, nestrinjanja so bolj o podrobnostih. Problem je pa, ko hočemo napisati neko bolj splošno teorijo za ta pojav, tam pa še ni toliko konsensa. Naprimer, uvodno predavanje je imel Alex Miller, ki je odkril z George Bednorcem ta pojav. In po njegovem, kako bi rekel, njegovo gledanje na zadevo je zelo podobno našem. In je pravzaprav, smo bili počaščeni v veliki meri predstavil naše delo. Torej, zelo dobro reklamo je naredil za nas. Ne pomeni pa to, da se vsi strinjajo s tem. In jaz mislim, da kot ponavadi, ko gre za zelo zapleteno zadevo, potem je stvar verjetno tako kompleksna, da morda ni mogoče to cela, ne vemo še vsega razložiti, ampak vsaj neke določene detajle, oziroma neke pomembne reči si že znamo razložiti. Vi nameravate tudi napisati nek pregledni članek o superprevodnosti? Ja, skupaj piševa pravzaprav z njim. Pregledni članek, to je na njegovo pobudo. Ta se zdaj pač bo kmalu končan, upam, sej. Je pa pač, rečemo, to je nekako projekt, ki se obnavlja, to se pravi, pregledne članke pišemo vsake toliko časa, ko se nekaj novega na področju zgodi. Profesor Mihajlović, ko govoriva o teh tipih raziskav, se pravi o bazičnih raziskavah in o integrantnih temah, kamor sodi tudi superprevodnost, se tu in tam pojavlja vprašanje o smiselnosti oziroma aplikativnosti raziskovanja. To se pojavlja tudi recimo o prej omenjenem sinhotronskem trkalniku v Ženevi, v Švici. Ja, mislim, tako je. Ta odgovor na to je lahko zelo različen. Jaz mislim, da že z evolucijskega stališča je zelo preprost odgovor ta, da tiste vrste, ki so bile radovedne, so obstale in tiste, ki niso bile radovedne, so izumrle. Zdaj, če gledamo to na tem planetu, seveda je to preprosto razumeti, ampak verjetno nismo edini v vesolju in tudi tle evolucijsko, če ne bomo pač, lahko smo izolirani ali pa tudi ne, ali pa karkoli, ampak nekako raziskovati je pač naša prirojen nagon. Še ni raziskave, ki ne bi bila uporabna tako ali drugače. Vprašanje je samo kdaj. Vse, kar je Einstein delal, je bilo uporabno prej ali slej, pa 100 let nazaj. Večino smo že uporabili z GPS-i in tako naprej, to že vsi vejo. Še celo poštar ne zna najti nabiralnika, če ne uporablja Einsteinovo splošno in specialno teorijo relativnosti, da ga pripelje z mobilnim telefonom do vrat. Torej, kako hitro se pa zadeve v bistvu uporabijo, je pa tudi zelo, mislim, da je to vprašanje že skoraj da malo odveč, kajti vemo... Ali ni to primarni motiv, recimo, miselna aplikativnost? Aplikativnost je pogosto inspiracija za nekaj. Recimo,
Pri superprevodnosti en del inspiracije je dejansko to, da bi, če bi pri sobni temperaturi recimo imeli superprevodne materiale, ki bi bili hkrati tudi mehansko uporabni, da se zlahka obdeluje, ne? Potem bi bilo seveda ogromno energije prišparalo, vse te izgube bi izginile, vsi motorji, vse bi delalo brez izgub, ne? Kaj zdaj, potem recimo ne vem, vlaki, ne? Tipičen primer, ki že potujejo po Japonski, že desetletja, testirajo različne vlake na superprevodnimi magneti, ne. To je pač eleganten in lep način potovanja, hitro, ne. Torej nekako hitro deluje in jaz mislim, da to so čisto uporabne zadeve, ki brez dvoma, ki so že, ne, dejstvo, ne. Torej, vprašanje samo cene. Zdaj, jaz mislim, da recimo že danes je glavni problem pri uporabi superprevodnikov cena več bolj kot temperatura. Torej, nekako, če bi različni materiali se uporabljajo takrat, ko jih je možno poceni obdelati, ne, recimo žice narediti, ne, za superprevodni magnet, ali kakoli treba žico naviti, če je to krhek material, pa je to težko. Se da, ampak je težko. Če je pa zelo tak mehak, kot so recimo nekatere kovine, potem je pa to bistveno lažje. Želimo si torej nek tak mehak material. Problem je pa v tem, da nekako se velja načelo, pač dokaj empirično sicer, ampak da slabe kovine so dobri superprevodniki, da se pravi, da tle nekako bomo imeli težave. Se oproščam, ampak še vedno me zanima tudi recimo kontekst, ne, pridobivanja sredstev recimo za določene raziskave, zlasti za bazične. Hkrati pa tudi vprašanje, če se raziskovalci odločate tudi za tiste raziskave, ki recimo so bolj popularne, recimo teme, ki so bolj popularne. Popularnost mogoče ni prava beseda, jaz mislim, da izziv, ne. Če nekdo na svetu odkrije nekaj res nenavadnega, potem je to izziv, ne. To je intelektualni izziv, to je izziv, znanstveni izziv, treba je to razumeti in potem to rata popularno, ne. Ni to nekako, rečemo, tako gre razvoj naprej, ne. Jaz mislim, da je prav, da recimo davkoplačevalci, ki pa to do neke mere pač financirajo, ne, oziroma v veliki meri, ne, imajo pravico, da zahtevajo od raziskovalcev, da delajo aktualne teme, da se ukvarjajo z aktualnimi temami. Ne. Zdaj, problem je v majhnem okolju, kot je Slovenija, pa dajva malo potencirati. Recimo, katere raziskave bi bile zanimive za Horjul, ne. Težko bi našel nekaj, kar je res samo za Horjul pomembno, ne. In zdaj, če gremo malo na večjo enoto, ne, za Ljubljano, ne, katere raziskave so pomembne za Ljubljano. Ja, tle je že malo lažje, ne, Ljubljana je prestolnica, mora imeti nek intelektualni potencial, mora imeti študente, univerze in tako naprej, ne. Potem se že razume, da mora imeti take raziskovalce, nekako pridemo do tega, da edine vredne raziskave so tiste, ki so na špici svetovne znanosti, ne. To so ko govorimo o bazičnih, ne. Drugo je aplikativno. Aplikativno, ko je nek cilj narediti, recimo nov elektromotor, ne, boljši, inovativen in tako dalje. Ker je tukaj tovarna in trgovina. Tam je pa druga zgodba, ampak potem mora pa tudi ta kavzalnost biti, vzročnost biti nekako jasna, se pravi, kdo financira in zakaj. Industrija mora razumeti. No, tle imamo problem v Sloveniji, ne, da relativno malo industrije se zaveda pomena lastnega razvoja, ker še niso do tega prišli, da to je tisto edini način, kako konkurirati v svetu. Zato imamo v Sloveniji še vedno težave s tem vprašanjem, kaj je vredno financirati, koliko in kaj se s tem naredi. Ne. Po drugi strani, ne, bazične raziskave, kot jih delamo mi, iz te pride niz mladih raziskovalcev, doktorjev, ki kasneje tega ne delajo. Ampak kaj so vajeni, je to, da konkurirajo s kolegi iz najboljših svetovnih univerz. In to je edino, kar je vredno. Mislim, to je zares veliko vredno, ampak da so to delali, so morali pa tudi delati stvari na vrhunski svetovni ravni, ne. In to je ta tehnologija, ki jo ob tem se naučijo in je pač neko znanje, s katerim grejo lahko delati potem druge stvari. Pred nedavnim ste dejali, da je raziskovanje neke vrste ugankarstvo.
Ja, dejansko se na koncu postopek tega dela nekako zreducira na neko reševanje uganka. Nenazadnje tudi postopek je podoben, kot če bi Sherlock Holmes iskal poskušal rešiti neko zagonetko. Pač iščemo različne možnosti, najprej zbiramo podatke, vse mogoče, potem, če ne znamo, potem izumljamo nove metode, kako bomo nekaj novega odkrili, potem, ko to odkrijemo, je treba to razložiti, poskusimo, če dela, če ne dela, pa še malo drugače. In to je mukotrpen proces, ni za vsakega. Zanimivo, govorite o množini, ne? Kot kaže danes raziskovanje v bistvu ni več stvar samohodcev, ne? Na vsakem problemu delajo kar celi timi. Kako se znotraj takih skupin razporeja bazične in pa aplikativne vidike? No, pri nas v skupini oziroma širše tudi na odseku se v bistvu prepustimo v veliki meri to samim študentom. In razlog je ta, da v bistvu iz njih največ mi dobimo in oni sami takrat, ko delajo nekaj, kar jih vleče, kar jih dejansko zanima. In zato je zelo pomembno, da se mi prilagajamo, torej tema se prilagaja tistemu, kar študent si želi delati. Eni so bolj teoretično usmerjeni, drugi bolj eksperimentalno, eni bi rajš ponavljali meritve na različnih vzorcih, drugi pa razvijali novo tehnologijo, nove metode, recimo nove naprave ali pa nekaj podobnega. Četrti pa iščejo temeljna vprašanja v fiziki, ki bi jih radi rešili. In pravzaprav dobra skupina integrira vse to skupaj. Nekako, moja skrb kot vodja skupine je pa to, da to nekako poskušam v koherentno celoto spraviti, da na koncu vse nekaj rata, če ne gre vse na svoje. Koliko pa so recimo bazične oziroma aplikativne raziskave izziv za neko industrijo, mislim, to pri nas v Sloveniji, mogoče v Evropi ali pa tudi širše, drugod, kakšne so vaše izkušnje? Ja, tako je, ne. Problem se izkaže dejansko v Evropi in pa je nekoliko zadnji čas problem z aplikativnimi raziskavami. Marsikatera firma, ki je nekoč to delala, ne dela tega več. Evropa, kot vemo, pa zadnje čase tudi zaostaja tehnološko za najbolj hitrimi v svetu. Predvsem zaostaja, recimo, kar je nekoč je bila daleč za Korejo, Koreja daleč za Evropo. Danes ne moramo reči, je obratno. Recimo ko se Korejci lotijo podjetij govorim, ko se oni lotijo določenega tehničnega problema, rešijo to izjemno dobro in to vemo tako po teh raznih displejev, od plazme nekoč pa danes do OLED displejev, ki niso oni izumili, ampak oni so jih tehnološko dovršili. Torej, gre za neke poudarek. Koreja je zelo preprosta, pa ne samo v Koreji, tudi na Kitajskem je zadnje čase zelo prisoten, ta miselnost je prisotna, da je treba ves ta razvoj in izume imeti doma. To je edini način, da postaneš bogat. Vse ostali načini, ker računaš na druge, da bo drugi izumil, ti boš pa nekako zaslužil. To ne gre. Ker ti ne bojo povedali. Mislim, zakaj pa bi? Ne bojo že sami unovčili. V Evropi se zadnje čase nekoliko izgublja. Recimo Philips, ravno sem imel izkušnje s tem, da ni več tisto, kar je bil. Včasih je Philips izumil, kaseto, pa CD, pa cel kup enih inovacij, ki jih danes ne vodi več, ni vodilno podjetje. In jaz se bojim, da bojo imeli tudi eksistenčne težave. Zdaj pa je kavomate, največ kavomati zaslužijo, kar ni nek tehnološki dosežek. No, še to bi dodal. Seveda je pa veliko število majhnih podjetij v Evropi, tudi pri nas, ki pa dobro razumejo pomen tudi bazičnih raziskav na področju, kjer se gibljajo, kjer delajo. A to mislite, ta nova majhna podjetja? Predvsem to, ja. Jaz mislim, da od starih okostnjakov ne bomo kaj dosti dobili v Sloveniji. Miselnost se težko spremeni, tudi način dela. Enostavno ne moremo, jaz ne bi zrl
stara podjetja v Sloveniji in pričakoval od njih, da bo nekaj revolucionarnega, da bojo oni, ne nazadnje predvidevam, da bojo prelej propadli. Je pa zanimivo, ko pravite, da tudi Evropa na nek način stagnira. Ja. Ja, dejstvo je, če greste v Kalifornijo, pač recimo, Palo Alto, to brsti iz novih podjetij, to je kar, vse mogoče je tam takoj se ustvari in tudi propade. Zelo hiter, ampak gre pač takoj naprej, nova zadeva. Na Kitajskem je miselnost, recimo, kar je bilo zanimivo, je, da kitajski vodja je pač pred kratkim izjavil, da želi imeti, da ne bo več made in China, ampak designed in China. Tako, kot zdaj piše design in California, made in China. Ne, da bo designed in China, pa made in India. Pa ne. To se pravi, tam je dodana vrednost največja, pri teh na začetku, takrat, ko je največji vložek umskega dela. No, to je zanimivo, mislim, bi bilo dobro, da bi na nek način tudi mi to dojeli, Slovenci. Ja, zato je tako, jaz mislim, da so ljudje seveda in so podjetja, ki to razumejo. Ampak nekako, jaz mislim, da je več okoliščin, ki temu ugotovijo, da je to da ni tako. Od tega, da recimo nekako še vedno nismo se čisto izkopali iz tajkunskih zgodb, to še zmeraj premlevamo, pa kljub temu, da je že vse jasno. Potem kot ni investicijska politika dovolj rečemo, stabilna in dolgoročna, da bi se ljudje upali lotevati stvari. Torej nekako, da bi spodbujali te občasni razpisi, to je občasno. Iz občasnega razpisa ne bo velika uspeha. In pa še posebej, če se ni cela zgodba naprej predvidena. Kaj pa čez 3 leta, kaj pa čez 5 let? Mislim, večina zares inovativnih proizvodov pride na trg po 15 letih. In kdo bo ves čas skrbel za to, da ne bo to vse avtomatično takoj propadlo. To so stvari, ki pri nas se o tem niti govori, niti razmišlja. Ampak to pač naravoslovci na to poskušamo že skozi vplivati, ampak to je težko doseči, ker se politika gre svojo pot. Za vas fizike velja, da iščete nekako razlago zakonitosti v naravi. Seveda in to v nijansah, in pa globinah, ki je nam laikom težje razumljiva. Pa vendar, ne zanima je fizika interdisciplinarna veda? Pa vsem, absolutno. Jaz mislim, da je čas znamo biti malo arrogantni na fiziki, ker prav ali ne, ampak dejstvo je, da včasih rečemo, da recimo, da to, da nekaj razumemo, mora biti kakšen fizik zraven. Tudi to naj bi veljalo od ekonomije do biologije, ampak so tudi obratni primeri, lahko tudi kaj kako bi rekel, pokvarimo. Naprimer, pri zadnji finančni krizi imam, da je bilo veliko fizikov zraven. Jaz si upam, da v veliki meri... Kot krivcev mislite? Kot krivcev, ki so v bistvu programirali oziroma pisali algoritme za te programe, ki so na borzah na koncu hitro reagirali in hitro poslovali brez nekega pravega razmisleka. Oziroma algoritmi niso bili dovolj sofisticirani, da bi nekako upoštevali kompleksnosti celotnega sistema. In jaz bi si upal trditi, mogoče niso čisto prave fizike zbrali, ki so jih izbirali za službo. Dejstvo je, da so zbirali mlade, takoj po šolanju. Te pa mogoče še nimajo dovolj izkušenj iz kompleksnih sistemov, da bi razumeli povsem tiste nelinearnosti, ki se pojavljajo v ekonomskih sistemih. Še ne poznam modela, ki bi to upošteval nelinearnosti, kot jih obravnavamo v fiziki, za obravnavo ekonomskih sistemov. In mislim, da dokler tega ne bo upeljanega, bomo pač to bolj malo na prste delali. Ja, pa fizika sploh korespondira nekako z družbenimi procesi, problemi. So fiziki, ki se s tem ukvarjajo v zadnje čase, ja. Koliko je to ima vpliva na politiko ali pa na ekonomijo, jaz mislim, da zelo malo. En primer je bil znan, ko so
ko smo v času norih krav v Angliji, ne, so izračunali, kdaj, če bodo toliko in toliko krav v okolici okužbe uničili, potem so napovedali, v kolikšnih mesecih, to je čisto matematično-fizikalni problem, ne, kako se bo ta bolezen selila in razmnoževala. In so predvideli, da recimo, se dobro spomnim, takrat marca naj bi dosegli vrhunec, ne, da potem po marcu nekega leta, ne, kdaj točno, katero leto je to bilo, sem že pozabil, naj bi se to obrlo navzdol, ne. In dejansko je bil ogromen, moram reči, takrat je bila angleška vlada dokaj pogumna, da je tisto sprejela, ne, to napoved, ker so dejansko morali zdrava goveda uničevati, ne, navidezno zdrava, ne. In dejansko se modeli uresničil in takrat je vsaj delno znanost dobila v očeh angleških politikov neko malo bolj pozitivno mesto. Je zanimivo, da ob problemih v družbi vedno govorimo seveda povezavi s politiko, vi pa pravite, da je proces politike na nek način povsem zastarel in da bomo imeli prej težave z umetno inteligenco, kot pa bomo družbene probleme rešili s politiko. To je kar res nenavadna trditev. No, meni se zdi, ne, če gledamo politiko, vsi ugotavljamo, da politika je pravzaprav, pač vsake toliko časa dobimo neko novo vlado, pa takoj ugotovimo, da to ni to, ne. Razlog ni v ljudeh, ki so tam. Razlog je v celem principu, ne izbora ljudi, ker enostavno ga ni homo sapiensa, ki bi lahko to vlogo zares tako dobro opravljal, da bi bili vsi zadovoljni. Ga ni, ne. Torej, iz tega lahko zaključimo, da politika kot proces, ne, vodenja države oziroma to, kar naj bi delali, enostavno na ta način, kot je zastavljen, je zastarel. Enostavno to je nekako zraslo zgodovinsko, ampak to ni več to, ne. In zdaj, povezava, kaj pa zdaj povezava z umetno inteligenco? Ja, prej ali slej, ne, se bo zgodilo, če se to že ni mogoče zgodilo, ne, je to, da bodo politične stranke, recimo ZDA, uporabljale programe za umetno inteligenco zato, da bojo volilno politiko optimizirali, ne, oziroma predvolilno kampanjo, ne. Če tega ne boš naredil, potem boš izgubil, ne, in zato bojo pač to vsi imeli, ne. Pa ne samo Američani, malo tudi kje drugje, ker ti programi in principi bojo malo znani, ne. Zdaj, kako se bo zdaj to naprej odvijalo, ko gremo. Torej, že zdaj, ne, je bil zanimivo brati, da ameriška vojska analizira taktike islamskih skrajnežev s pomočjo programa za umetno inteligenco. Ki avtomatično pač vse te podatke, ki jih zbirajo, analizira in na osnovi tega jim dajo neke informacije, neke zaključke, ne, ta software. Na osnovi tega, kar je pa malo scary, ne, kar je malo zastrašujoče, pa to, da oni te podatke potem posredujejo operaterjem dronov, ne, in skratka, to je že cela zgodba je v rokah robotov do neke mere umetne inteligence. Zaenkrat smo še v povojih, ampak to se bo izredno hitro razvijalo. In kakšno vlogo ima pri vodenju države politika in kakšno vodenje države s pomočjo algoritmov in umetne inteligence, bomo pa zelo malo videli. No, pa vseeno me zanima, če lahko nekaj več poveste, kakšno bo v prihodnosti, recimo, kakšno nevarnost nam lahko predstavlja umetna inteligenca. To je že in bo vedno bolj del nekega razvoja. Kako se utegnemo kot družba odzvati na superinteligenco? Kakšen je vaš razmislek? Poznamo recimo že te kvantno kriptografijo, potem določene že algoritme, ki so seveda vstopali in so nenehno prisotni že v vseh računalnikih, ne? No, naši zdajšnji, recimo vse napovedi, jasno so spekulacije, ampak večina napovedi, ki jih zdaj imamo, temeljijo na neki ekstrapolaciji zdajšnjih računalniških trendov, zmogljivosti, ne. In če ekstrapoliramo že zdaj naprej s tem, torej ne upoštevamo nikakršnega revolucionarnega odkritja, kar pa
predvidevam, da bodo, ne, na področju posebej računalniškega spomina, bomo pač zelo kmalu dosegli človeško inteligenco v stroju in pač v računalniku, ne, nekim programom. No, zdaj, seveda, to je samo ena točka v času, ne, ko jo dosežemo, potem pa samo še presežemo lahko, ne. In potem bomo pač imeli en program, ki ga bomo vprašali, bo vedel boljše odgovore kot mi sami, ne, kot najinteligentnejši človek, pač, kar jih imamo. Kako se bo potem razvijalo naprej, je pač futuristika, ne? Zdaj, jaz nisem ekspert na tem področju, so pa ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Mislim, in to je zelo, rečemo, to je ena kritična točka človeštva, kjer smo ustvarili neko bitje, ki je superiorno od nas, ne? In to se bo zgodilo verjetno še za našega življenja. Ne? To se pravi, recimo, zdaj točno, ali bo to čez 10, 20, 30 let, je težko reči, ampak je v bistvu vseeno, dolgoročno gledano. Prej se bo to zgodilo in potem je pa pravzaprav cela evolucijska struktura in vse to se postane malo drugače. No, vse se recimo z tega vidika, iz tega res futurističnega razmisleka se mogoče zdijo problemi, s katerimi se znanost zadnja leta otepa, to so finance, mogoče res pritlehni, pa vendar, ne. To sicer ni specifika samo našega okolja. Veliko imamo pričakovanj od mednarodnih razpisov uspešnosti na različnih evropskih projektih. No in če v zvezi s temi financami omenim samo to, da so trenutno najbolj izpostavljeno tako imenovano to obzorje 2020, ne? Ker je Slovenija že kar precej pogodb podpisala. Pa me zanima, kaj vi sodite o tem programu in pa njegovi usmeritvi za Slovenijo oziroma znanost kot tako. Ja, jaz sem sodeloval pred tem, ne obzorju 2020, ampak 7. okvirnem programu, nekje v preko programskem odboru oziroma kot konsultant, kot ekspert. Ne. In sem tudi pisal neke dokumente takrat. Toliko sem bil seznanjen, toliko časa sem delal tam, da sem se nekako seznanil z potekom. Pač, tako kot posod v politiki, je to neka, torej, prioritete se določajo na osnovi nekih vseh mogočih procesov. Od zdrave pameti do intervencij, do nekih bolj temeljitih študij, ne. Na končni rezultat nikoli ne more biti dober, ne. Nikoli ne more biti prioritete, ne more biti zadete. To pomeni, da bi vsa odkritja že vnaprej napovedali. To je logično nesmiselno. Kar se mi zdi, da bi je pomembno, je to, da te programi omogočajo dovolj svobode raziskovalcem, da se hitro odzivajo na nove izzive, ne, na posameznih področjih. Zdaj, ta področja so lahko široko definirana, bolj ko gremo v detajle za definicijo prioritet, slabše bodo rezultati. Mislim, o tem ni dvoma. Svetla točka se mi zdi, da je ERC, ne, ta Evropski raziskovalni sklad, ki pa omogoča prosto izbiro tem. Ne. Ja, ampak tu se lahko prijavljajo posamezniki iz celega sveta, ne? Ja, torej, Kitajci se lahko tukaj prijavi, če dobi denar, ne, in projekt, mora to izvesti nekje v Evropi. Ne. Ampak dobi tudi denar za selitev in za doselitev družine in vse ostalo. Pač pride sem. Ne. Kar seveda za Evropo je dobro, za Kitajsko slabo. Ne. Da če on potem odide nazaj v Kitajsko, to škoda, ne, ampak ni pa toliko škoda, kot če sploh ne bi prišel. Ne. To se pravi, brez dvoma je to pametna in rečemo dolgoročno zelo koristna politika Evrope in bi morala Evropa več tega imeti. Saj v bistvu obzorje 2020 ima podobna pravila, mislim, da tudi za tujce velja, da kako točno se vključujejo. Vsak tujc, ki pride v Evropo, ne, je lahko ekvivalentno dela, ne glede to na nacionalnost. Ne. Ampak na tem prestižnem programu ERC ste edino vi, v Sloveniji bili tisti, ki ste dobili. Ja, sem prepričan, da bojo hmalo še kdo drug, ampak pač ja, trenutno sem še jaz. Ja, ampak tako zahtevena je?
Ja, je zahtevno, treba je imeti malo znanja, malo sreče, pravo področje zbrati, pa tudi pač več okoliščin. No. Jaz sem prepričan, da bo prej slej tako. V Sloveniji pričakovali 2 ali 3 take projekte. A se Slovenci recimo ne prijavljajo na tak projekt, da se niso na te projekte prijavljali? Ne, mislim, da so se prijavljali. Ali ni znanja, ali ni sposobnosti? No, ne vem, jaz mislim, da ne bom več rekel, bodo. Prej slej bo še kdo, sigurno. Še nekaj me zanima. Mnogi vaši kolegi, znanstveniki, vse bolj glasno opozarjajo na problem podmladka v znanosti, problem mladih raziskovalcev. Nihče od odgovornih v strukturnih politikah se ne zaveda, da je znanost danes vprašanje preživetja naroda. Tu pa ni nobenega načrtovanja. Kakšen je vaš razmislek o tem? Ja, v bistvu zanimivo je to, ne, da konec 80-ih let smo uvedli program mladih raziskovalcev. Ne. Takrat je bil to ena svetla točka tistega sistema. To je rečemo, kljub temu, da smo imeli tisti komunizem, pa vse, kar tistemu pripada, je bila to ena odločitev, ki je slovensko znanost, slovensko znanost povzdignila za cel korak nad druge v okolici. Problem je pa zdaj, da to nekako, če ne želite, ta program se skozi zmanjšuje, zato ker je vedno manj denarja, ne, za mlade. Ne. Kar je še bolj slabše od tega, je to, da pravzaprav, ko končajo, ne vejo, kaj bi. Ne. Ni denarja za nadaljevanje sistematičnega, ni razpisov za projekte. Recimo, včasih smo tako delali, da pač je bila ustaljena praksa, da pač, oziroma ko smo imeli srečo, ne, ko je mladi raziskovalec končal, smo ga poslali ponavadi nekam v tujino, na še dodatno izobraževanje, da se je še kaj drugega naučil, potem je prišel pa nazaj in je napisal projekt, ali v mestnem obdobju smo ga nekako financirali z nekega denarja, ki je bil pač tako na razpolago v projektih, v preteklih projektih. Potem je napisal projekt in če bil dober, pa srečo je dobil pač projekt in potem je začel svojo znanstveno kariero, ki je bila neodvisna. To je danes utopija, ne, iz večjih razlogov. Prvo, ne upamo se več niti pošiljati v tujino, ker bodo tam ostali. Ta najboljše se skoraj ne upamo več. Drugo, ko bi prišli nazaj, nimamo tistega denarja, ker so toliko zmanjšana sredstva. Ne. V Sloveniji so daleč, je pa znanost padla za 30%, medtem ko je celo gospodarstvo padlo za 8% ali koliko, še manj. Ne. Se pravi, disproporcionalno veliko je država rezala znanosti. In kot posledica nimamo ne projektov, ne tistega denarja, da te premostitvene plače zagotovimo. Potem je pa še projektov pač ni bilo in tudi razpisov za opremljanje. To se pravi, zadnji razpis za opremo je bil pred 6 leti uspešen. Ne. Se pravi, kako naj delamo z staro opremo, brez ljudi, pač, mislim, to je nekak vizija oziroma pomanjkanje vizije. Ne. Nihče o tem, kot da nič ne razmišlja. Pač smo, kaj ne rečem, butalci. Skaj pa tega prišlo? Jaz mislim, da je to nesrečnost v politiki, v slovenski politiki.